Jaz sploh ne vidim live izven. Ja, jaz pa Škraba smo zdaj v tej ligi. Sam da, on je še malo naprej, ker jaz tako odpišem na mail, tako da zdaj si me prehiteval. A uporabljata vidva Inbox Zero metodo? Ne. Za maile? Ja. Ja? Ti pa ne? Ne, včasih je, zdaj pa sem čez 1000. Aha, neprebranih. Ja. Veš, kaj se mi je zgodilo? Mogoče lahko povemo za folk, ki ne vem. Aha, ja, kar. Mislim, to je ena metoda, ki je meni totalno spremenila, ful mi je produktivnost izboljšala. Da sem bil star 21, ko sem začel delati v pisarni in sem imel sodelavko, ki me je uvajala, se pravi, na svojemu projektu. In ona je imela tako Outlook odprt, Outlook Mail Client in vse projekte je imela po mapcah, pa znotraj mapc je imela, ne vem, še neke labele. Se pravi, ona je vsak mail sortirala v mapcu od projekta, pa noter, ali mora nekaj narediti, ali se čaka. Jaz sem to valjda posnemal, ker takrat nisem razumel. Ne. In to je bil tak pain za mene. Mislim, jaz sem se totalno zgubil v tem mailu noter. Nisem sploh vedel, kaj moram narediti, kaj ne moram narediti, kdaj moram narediti, kakšne so prioritete. In par mesecev sem totalno straglo. Ne. In potem sem najdel en video, ta Inbox Zero, ki je nekdo imel na Google imel predavanje o tem, se mi zdi. Mislim, da je tako. To je na YouTubeu, po moje. In tam je metoda za organizacijo svojega mail klienta na način, da kad ti dobiš mail, se ti moraš odločiti, mislim, da so 4 stvari, ki lahko s tem mailom narediš. Če je manj kot 3 minute, zahteva ali odgovor, ali da ga zaključaš, to narediš takoj. Sprav, to je ena opcija. Če to ne moreš narediti, si ga skedžulaš za enkrat drugič, se pravi, rečeš jutr, ne spet prije ta mail, zato da ga spucaš ven iz inboxa. In v bistvu imaš, zdaj ne bom se spomnil, kjer so vse te 4, sprav, skedžulaš, ali narediš takoj. Zbrišeš? Zbrišeš, ja, če ne pomembno. Arhiviraš, ali so pa 3. Ali pa mogoče delegiraš, ne? Ja, ali pa to, ja. Ampak to paše v to pod 3 minute, bi jaz rekel, ne. No, in point je, da imaš ti prazen mail, se pravi Inbox Zero. In to je meni takrat, mislim, to je bila metoda za mene, ne. Jaz sem imel skozi prazen mail, kaj je prišlo noter, sem ga takoj posortiral v te bakete in sem imel spet prazen mail. In zdaj imam pa tako, da nimam skozi praznega maila, ampak imam tiste stvari, ki so zdaj za narediti. In včasih tudi vse pošljem mail. A veš, vse si ga pošljem in pa se ga dam čez 7 dni ali pa čez ne vem kaj. Tako da to je res mi takrat ful pomagalo. In taka lepa zen metoda za organizacijo maila. Kdaj vidim pri komu. 4000 neodgovorjenih. 4000 neodprtih. Ja, neodprtih. A lahko dam contrarian take on that? Da ne boste imeli slabo mnenje. Jaz imam več kot 1000 neprebranih mailov in vaju bom probal prepričati, zakaj je vajno mišljenje, da je to slabo. Ne, pa se moje mnenje ni, da je to slabo, samo to ne deluje zame. Ok, boš. Jaz mislim, da je slabo zame. Ja. No, bom dal contrarian take, zakaj je to mogoče. Zakaj je Inbox Zero slab način in zakaj je 4000 neprebranih, ki zdaj primer, najbolj efektivni način uporabe maila. Okay. Bom probal. Ja. Dajmo reči tej metodi Elon Musk Inbox metoda. Kaj pa če rečemo Jani Pravdič? Ne, se bolj sliši Musk. Elon Musk Inbox metoda. Verjetno Elon Musk ne dela Inbox Zero. Verjetno Elon Musk svojega maila ne gleda. Ok, ampak dajmo Elon Musk kot nekoga, ki je ekstremno uspešen, ampak še vedno bi te presenetilo, koliko zelo uspešnih ljudi še vedno čekira svoj mail. Jaz mislim, da on mail, ki mu ga samo asistentka pošlje. Ja, samo ona filtrira. Ampak zelo velike cimo. Okay. Gremo reči Jani Pravdič. Ja, on je top 10. Dajmo reči od top 50 naprej, recimo. Okay. Je marsikdo, ki te preseneti, da še vedno uporablja maila. Ne? In te ljudje ne delajo Inbox Zero. Zato metoda, kakorkoli bomo rekli,
ki je upgrade tega inboxa. Jaz mislim, da imaš levele. Prvi level je to, da si v mailih confused in nekaj odpreš, nekaj zrihtaš, pol ne veš, kaj si zrihtal in je neučinkovito. Naslednji level je Inbox Zero. To pomeni, Inbox Zero je metodologija, ki ti pomaga iz tega kaosa narediti nek red. Ja. Kaj manjka temu levelu 2 je efektivnost, zato ker upam, da v neki točki prideš čez mejo, kjer si ti, kjer količina mailov, ki pride, je količina mailov, ki jih ti hoče zrihtati. To pomeni, enkrat oseba lahko pride čez to točko. Ne strinjam se. Del metode v Inbox Zero je, da ti moraš tudi poskrbeti, da ne dobiš toliko mailov. Ja. Se pravi, prva stvar je, ampak, da jih čim manj pošleš. Ampak, ko si ti Jordan Peterson, ne moreš poskrbeti, da ne dobiš mailov. Verjetno dobiš 1000 mailov na dan. Ne? Ja, na public mail. Ja. Ampak imaš tudi pol tudi private mail, ki je isto. Še vedno, veš, mislim, nemogoče mi je toliko, ali pa skoraj nemogoče mi je toliko private mail, da boš ti dobil. Koliko dobiš ti mailov na dan? Pa 10. Ok, jaz dobim 2-3. Ja. In pol je folk, kako, zakaj samo 2-3? Zato, ker si unsubscriben prvo kot prvo. To je itak. Na vse, na vas balast, pa da ne pošiljaš nepotrebnih mailov, ali pa da nisi vključen v vse stvari, ki niso potrebne. No, ampak, če pa imaš full mailov? Ja, to pomeni, jaz imam že sam z zaposlenimi, pa s partnerji, ki delamo, je to zdaj, ne vem, na desetine ljudi. In enkrat prideš ti lahko s temi maili do točke, ki tudi ko omejuješ maile, je teh mailov še vedno preveč. In na e-mail jaz gledam kot, to so zahtevki ostalih ljudi za tvoj čas. To pomeni množica ljudi izven, ti pošle zahtevek, daj si ti vzem čas zame. In ti imaš milijon teh zahtevkov. Razen, ko si ti poslal zahtevek, pa dobiš nazaj odgovor, ki ga ti rabiš, pa hočeš. Ja, ampak večina mailov, ko si recimo ti uspešen, karkoli, je ostali ljudje zahtevajo energijo pa čas od tebe. In zdaj metodologija, ki jo jaz uporabljam, je, maili prihajajo in jaz se ne ukvarjam v bakete, v kjer baket, kjer gre, ampak samo eno vprašanje je, kaj je pomembno, pa kaj je nepomembno. In jaz se, niti ne kaj nepomembno, samo kaj je pomembno. In maili se nabirajo in jaz sam pogledam nove maile in kaj je pomembno, ti ga kliknem, ti ga zrihtam. Vse nepomembne maili gredo čez in če je šlo čez, brez da mi je pomembno danes, ne bo nikoli pomembno. Ti v bistvu imaš 1000 neprebranih? Ne 1000, jaz imam, na dan bo recimo pa šlo v povprečju, ne vem, 30 mailov. Ampak prej si rekel, da imaš 1000 neprebranih. Vse skupaj, ja, v zadnjih parih letih. Ampak ti imaš to vse v tem istem viewju. Ne, zato ker ti imaš v enem view lahko vidiš top zgodnjih 20 mailov. Pol so ostali so že dol. Tako da, they're gone. Pa se lahko sami so se zrihtali. Select all pa jih, to je en. Ampak zakaj? Čemu? Fokus je ti izmeri gleda zadnjih 20. Tako da klata sam zase poskrbi. 22 mailov. Pa imaš problem. Mislim, ti boš spregledal, kaj ne? Mislim, prvič, če je to res pomembno, ne bo to prišlo spet nas. Ampak, ja. Veš, e-mail ti kar naenkrat vzeme čas, ki je zelo neproduktiven. Ti misliš, koliko si bil produktiven, ampak, veš, noben breakthrough na tem svetu se ni zgodil, ker je en ful dober bil v organizaciji svojih mailov. Ampak je bil, ker je nekdo bil zelo dober v tem, da se je znal fokusirati samo na eno stvar. Jaz bi fora, da bi ti enkrat zjutraj sam prišel, pa da ti jaz sam pokažem, kako zjutraj to poteka, ker jaz mislim, da bi sam ti maile dobivaš skozi noter. Kaj? Ti maile skozi cel dan dobivaš. Ja, ampak takrat, ko ga pogledam, se pravi, to je zjutraj, jih je največ. Pa pol mogoče še enkrat. Kdaj se ti pol ustaneš, da imaš zjutraj največ mailov? Recimo, jaz imam zjutraj največ mailov, sam jaz sem znam potem, da ful dolgo spim. Jaz delam z Američani, pa prejšnji dan, ko jaz zaključim, oni šele začnejo. Tako no. Ampak večina folka največ mailov dobi med recimo 11 pa 1. Ja.
ampak zdaj ti dobivaš skozi neke maile noter in ti zdaj, in težko je zdaj ne iti pogledati na mail 4 ure. No, to je pa problem, da ne hodiš prepogosto gledati. To ni problem v metodi. Ti lahko inboxiral uporabljaš, ampak gledaš samo 2krat na dan maile. In to narediš. Tak. Koga poznaš, ko dobiva full mailov, ko to dejansko uspeva na dolgi rok? Skoraj nobenega. To pomeni, na nek način je metodologija slaba, če nobenemu to ne uspe. Noben inboxiral sploh ne uporablja. No, ampak, jaz nobenega. Okay. To je tako, da bi rekel, imamo project management toole, ala Asana, ClickUp, vemo, da skoraj v nobenem podjetju to ne deluje. Tako. In bi rekel, te tooli so za nič. Ja. Ne, niso tako dobri, koliko jih folk opeva. Ja, no, to je seveda. Na koncu bi se strinjala, da dolgoročno največkrat funkcionira kaj? Namesto teh toolov. Glede teh toolov. Note. Odvisno. Note, koliko jaz vidim v firmah, se najbolj obdržijo noti. Ja, sam za kompleksne sisteme. Itak. Rabiš Itak. project management. Ampak kot ti, recimo... Project management to je tako hardcore science. Ja. Ti, ki gradiš, ne boš note imel. Itak. Ampak v vseh teh firmah imaš posameznike, ki jih vidiš, da svoje personal stvari še pa vedno takrat v note. Personal. Seveda. Vsak svojo metodologijo. Jaz sem rekel. No, sej. Jaz si sam pošljem kdaj mail. Zdaj imaš še Google, na Gmailu imaš vtičnik Google Tasks, ob strani imaš mail pa task, lahko mail dragaš v task. Vsak si sam ta personal management naredi, ampak za velike time, tako kot je rekel, ali pa za kompleksnejše projekte, no way. In jaz mislim, da imaš boljše toole. Mislim, noben tool ni slab, sam po sebi. Odvisno, kako ga ekipa uporablja, pa kakšne so potrebe od ekipe. No, pol še pa ena stvar te Elon Musk metodologije, ki sem sicer jaz sami bomo dali ime Musk, zato da bo folk, da se bo folk zdelo, ker se ne bo slišala toliko kredibilna, a veš. Ne, hecam se. Ne, se to metodo zihar, večina uspešnih ljudi uporablja. Potem pa vsak test, ki ti vzeme več kot 3 minute, ga po definiciji ne smeš ti narediti. Okay. Tako da za en segment ljudi, predvsem freelancer, je super inboxiran, ampak top recimo CEO-ji, founders, uspešni ljudje, če je mail več kot 3 minute, ta email zihar ni zame. Ta email gre asistentki, ekipi ali pa gre v pozabo. Jaz ne delam mail, ki mi vzamejo 45 minut. Jordan Peterson ne naredi maila, ki mi vzame 45 minut. Pa sigurno naredi. E-mail, ki ti vzame 45 minut, ne. Lahko je pa to reminder za stvar, ki jo bo schedule čez 14 dni v koledar, med drugo pa tretjo, da bo nekaj delo. Ampak da je on na mailih 4 ure, ni šans. Maili se naredijo hiter, pa greš ti na stvari, ki so pomembne. Ampak mail je lahko kot task, se pravi, osebna asistentka pošle Jordanu Petersonu, prejšnji teden smo se zmenili, da boš danes napisal, ne vem, ali pa boš posnel nov video za YouTube. In njemu to vzame 3 ure. To pa doskrat uspešnih ni mail, ampak je scheduled. To je scheduled na urniku. On se zbudi in ima na urniku. Od 8 do 9 boš to. In to pa ni več mail. In tukaj se pol naredi ta separacija. Ampak zakaj bi, recimo zdaj gremo full deep v te tule. Vidim, da vajo Elon Musk metoda ni prepričala. Jaz dajem še šanso, zaenkrat me ni, ampak če imaš ti mail, pa imaš ta Google Tasks, ti povlečeš ta mail v Google Tasks, pa mu daš time stamp. Ja. In to je avtomatsko na tvojem koledarju, v Google koledarju. In to je vse pol prepleteno. In jaz mislim, da ti moraš najti, odvisno od osebnosti, ampak nekaj, ki boš ti čim manj časa menedžeru, pa ki te bo suportal v delu. In to, kar sem rekel za svojo sodelavko, jaz ne vem, ali je to njo suportal. Ampak cela ta organizacija je v bistvu bilo že delo samo. In nič nisi naredil, ti si v bistvu samo te mapce premikal. In to se kraj absolutno strinja.